čestitke, gospod minister, 50 glasov za, ste presenečeni nad podporo, ste jo pričakovali? Vesel sem na vse danes povedano v razpravi, kajti v razpravi je bilo podano precej konstruktivnih pobud in seveda tudi te bomo upoštevali in v nadaljevanju razvijali skupaj s tem, ki ga vsi potrebujemo. Kar se tiče seveda podpore, vesel sem podpore in verjamem, da tudi tisti, ki se danes niso opredelili zame, imajo pri meni odprta vrata in vedno možnost, da skupaj razvijamo zdravstvo. Ena glavnih kritik opozicije se je zdela to, da se nekoliko bojijo, da ne boste preveč samostojni pri tem vodenju ministrstva, da bo pač šlo to prek nekih drugih odločevalcev, kaj sami pravite? Menim, da je ta bojazen odveč. Je ta podpora, ki ste danes dobili kar na 50 glasov, tudi dobra popotnica, računate za sprejemanje ukrepov za izpolnjevanje ciljev, ki jih imate? Zagotovo za doseganje ciljev v zdravstvu, ki vemo, da so se v zadnjih letih nakopičili, potrebujemo močno podporo in verjamem, da nam bo skupaj uspelo na tej poti. Zdaj pa ste prevzeli posle, že ste dogovorjeni? Kar se tiče same primopredaje, zdaj se tudi s predsednikom dobiva, rečeva nekaj besed, kajti da zdaj imamo vodeno Ministrstvo za zdravstvo, tako da jutri zjutraj začnemo na ministrstvu. Kaj pa državni sekretar, mogoče tudi že ekipa zbrana? O imenih takrat, ko bodo podani predlogi. Se pravi, boste jutri že na seji, na vlade ali? Ja, tako je. Tudi bodo vaši prvi ukrepi oziroma zakon? Zdaj seveda, kar se tiče samega ministrstva, je ključno to, da ministrstvo začne čim bolj uspešno in učinkovito delovati, tako da prvi od predlogov bo seveda reorganizacija ministrstva in pa kadrovska ukrepitev, potem pa seveda vse, kar je vezano na epidemijo. Evalvacija, reorganizacija in pa nekoliko spremenjeno delovanje verjetno svetovalne skupine, potem seznanitev z vsem, kar se tiče zalog osebne varovalne opreme, testiranj v Sloveniji, cepljenja in prenove strategije cepljenja. Bomo pa seveda že jutri postali pobudo za sestanek in računamo tudi na hiter odziv na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kajti čim prej si želimo javnim zavodom poslati jasna navodila, kako v tem težkem letu, ko smo še del epidemije, po drugi strani pa moramo zagotoviti dostopno zdravstvo in obvladljive čakalne vrste, kako zagotoviti seveda celo leto to dostopnost, zato računamo na sestanek jutri oziroma v naslednjih dneh, ravno tako pa tudi za Združenje zdravstvenih zavodov, Ministrstvom za finance oziroma Ministrom za finance, na vrsto pa seveda pride tudi vsa strokovna združenja in pa predstavniki delavcev. To je ključno za normalno delo, ampak tako kot sem rekel, računam, da že v tem tednu tudi prvi sestanki z Zavodom za zdravstveno zavarovanje in pa Združenje zdravstvenih zavodov. Kar se tiče ostalih ukrepov, ki so še nujni, so seveda priprava načrta za okrevanje in odpornost, priprava na predsedovanje in pa seveda tisto, kar je že odprto, seveda dogovori in poenotenje glede nadaljnega plačnega sistema v zdravstvu. Zdaj tudi stolček na UKC-ju ostaja prazen s tem, ko vi postajate minister, že imate tudi morda kakšne kandidate za to mesto, vseeno bo največja ustanova brez direktorja začasno. Ja, jutri bo zasedal svet zavoda kliničnega centra in verjamem, da bo podal ta trenutek nekoga za vršilca dolžnosti in potem v doglednem času seveda tudi se odločil, kako naprej. Še ena kritika je bila prav glede vašega vodenja UKC, sicer gospod Möderndorfer je omenjal največjo zadolženost v zgodovini, kako odgovarjate na te kritike? Tisto, kar lahko povem, da jutri na svetu zavoda bo predstavljen osnutek zaključnega računa za leto 2020 oziroma poslovanja in tam je presežek odhodkov nad prihodki v višini 1,2 milijona evrov, se pravi klinični center v letu 2020 kljub epidemiji posloval negativno v višini 1,2 milijona evrov, kar pa je večkrat manj kot pa v vseh prejšnjih letih.
Tako da te številke z tega vidika ne držijo, seveda pa še vedno naprej ostaja kumulativni dolg kliničnega centra, ki presega 85 milijonov evrov. To pa imamo naprej in tukaj bomo mogli skrbno načrtovati tako srednjo kot dolgoročno strategijo, da se nam take stvari v bodoče ne ponovijo v slovenskem zdravstvu. Se vam še kaj vprašali, ko bi bil bolj primeren za UKC? To je v pristojnosti sveta zavoda, tako da prepuščam. Kakšno mnenje ali predlog debate, kar se tiče vodenja kliničnega centra v vmesnem obdobju so bile, ampak odločitve končne ne poznam, tako da prepuščam to svetu zavoda. Gospod Möderndorfer je govoril nekaj o nekih dolgovih UKC-ja, da bo zanimivo videti revizijo poslovanja UKC-ja, čez nekaj 2 tedna naj bi bila. Veste, kaj sami o tem in bi lahko te podatki, ki bojo očitno predstavljeni danes na seji, vplivali na to, da boste vendarle ne zgolj vzdržali, ampak tudi morda celo proti? Jaz poznam delo gospoda Poklukarja zelo dobro z časa jeseniške bolnišnice, kjer je v ekstremno kratkem roku, brez državne intervencije, bolnišnico spravil iz rdečih v zelene številke. O tem, kar govorite v UKC-ju, v bistvu nisem seznanjena, ampak mislim, da na našo odločitev, da se bomo danes vzdržali, ne bo vplivalo. Ali je možno v enem letu mandata kaj storiti? Je kakršnikoli drug kandidat, ki bi lahko karkoli naredil? Jaz mislim, da tudi ta kandidat bi lahko kaj naredil, ampak če bi mu dovolili misliti svojo glavo, pa če bi ga koalicija pri tem podprla. Je pa dejstvo, da vsaj pri eni za nas, za stranko vsak pomembni temi, to je privatizacija javnega zdravstva, več kot očitno novi minister stoji na drugem bregu, kot stojita SDS in Nova Slovenija, ker on se zavzema in mi to zelo podpiramo za striktno delitev javnega in zasebnega. Tako da zato je vprašanje, koliko sploh bo slišan v tej vladni koaliciji. Če ta medijska vojna, ki se nekako odvija, sedaj Tonin Počevalšek predlaga, da naj pride posebna evropska ekspertna komisija preveriti, kaj je z našimi mediji narobe, kako sami gledate na te poteze? Jaz mislim, da tudi brez tega koalicijskega predloga bo ta ekspertna skupina prišla in jaz sem prepričana, da bo Počevalšek dovolil podobne. Hvala. Glasovanje v novem zdravstvenem ministrstvu, kako bo glasovala Nova Slovenija? Nova Slovenija je na to mesto, tako pomembno funkcijo predlagala predsedniku vlade ministra oziroma kandidata za ministra dr. Janeza Poklukarja, zato ker je s svojim preteklim delom dokazal, da pozna zdravstveni sistem, da ima nekaj za pokazati iz preteklih, da je krizni menedžer in seveda, da ima tudi možnost dialoga, sodelovanja in predvsem to, da ga podpira tudi stroka, zdravniki, kirurgi stojijo z njim. Na to delovno mesto ali pa na to pomembno funkcijo se mi zdi, da prihaja človek, ki dejansko, od katerega bo seveda tudi odvisno, kako bo zdravstvo naprej delovalo in Nova Slovenija ga predvsem podpira. Kaj kandidat je zdaj to? Od SDS, od Nove Slovenije, kdo ga je pripeljal? Vi, SDS? Nova Slovenija ga je predlagala in mislim, da bomo tudi za to stopili za njega. Seveda ima pa širšo podporo in jaz računam tudi na podporo opozicije, ker je bil zelo dober na hearingu in dokazal, da se na zadeve spozna in ima prave rešitve. Ampak torej sodi v kvoto Nove Slovenije? Ne, ni v nobeni kvoti. Mi smo ga predlagali, ker je to tak, bom rekla, vrhunski strokovnjak, njegovo delo priča o tem vsem. Mislim, da je prav, da je kandidat nas vseh skupni kandidat. Še glede teh medijev me zanima, vaš predsednik Tonin pa tudi Počevalšek sta pisala v Evropi oziroma tweetnila, da pa ne pride neka ekspertna skupina preveriti, kaj je z mediji v Sloveniji, kako gledate na to potezo? Potezo pozdravljam, jaz kot poslanka sem se že mislim, da enih 5 let nazaj srečala z eno tako ekspertno skupino, tudi za poročilom, ki je prišlo iz Evropske komisije, tako da mislim, da je to eno dobro nadaljevanje, sodelovanje in seveda podpiramo in pridejo čim prej.